Potem se prav lepa hvala za to prijazno povabilo, tudi predstavitev. Nocoj pač moram izpolniti nalogo, ki mi je zadal. Pogovarjala sva se, da bi nocojšen večer tekel v sklopu pogovora novega tipa dialoga, ravno dialoga med slovensko nacionalno zavestjo, slovensko nacionalno identiteto in slovenskim ali našim svetovljanstvom, kozmopolitizmom, ki je tukaj. In da bi hkrati tudi nekako skušal ovrednotiti 20 let krščanstva na Slovenskem, se pravi zadnjih 20 let, saj vemo, da je krščanstvo več kot 1400 let navzoče tudi med Slovenci v naših krajih. Ideja, da bi ponovno spregovorili o dialogu med različno mislečimi, mi je prišla, ker sem izvedel, da je na letošnjo medreligijsko srečanje v Asiziju v mestu miru Sveti oče povabil ne samo različna verstva azijskih, afriških, ameriških kontinentov, ampak da je povabil tudi 5 agnostikov. Se pravi, da papež zelo loči med temi, ki pravijo, da so neverni, niso vsi ateisti, da bi bili do kraja prepričani, da Boga ni, ampak velika večina teh nevernih enostavno prizna, da si ne more predstavljati, kako bi lahko Bog bil, se pravi, da enostavno priznavajo, da ne vedo. Boga ne zanikajo in tudi ne potrjujejo. In ravno ta agnosticizem, če smem tako reči, ta beseda v slovenščini ni uporabljena, prepogosto, jaz mislim, da delamo napako, nevedne ljudi, prehitro imenujemo, ali oni sebe imenujejo ateiste, teh ljudi, ki bi bili do kraja prepričani, globoko osebnostno prepričani, da Boga ni in da Boga ne more biti, je zelo malo. Samo, da danes so vsi ljudje prepričani na nek način verni in tisti, ki niso, pač so agnostiki, jih stvar ali ne zanima, ali pa enostavno ne morejo videti, kaj naj bi bilo tudi onkraj tega materialnega sveta, v katerem živimo. No, dejstvo je, da je na tem srečanju v Asiziju letos spregovorila Julija Kristeva, psihoanalitik in pa tudi deklarirana agnostik, in je govorila o tem, da ta nevera prišla danes v krizo. Ta agnosticizem je posebej povezan z, kot vemo, sekularnostjo, sekularizmom ali pa laičnostjo, ampak dokaj je izhajal iz tradicije krščanskih vrednot in jih živel na sekularističen in laičen način, je bilo vse v redu, ampak danes čuti veliko potrebo, tudi agnosticizem, tudi ta človeška drža ali pa misel, ki ne veruje v Boga ali božanstvo, kako bi utemeljila ta zavest, temeljno etiko, nekaj absolutnega, da je nekaj absolutno potrebno storiti in nekaj, da je absolutno etično prepovedano. No in v tem duhu ti agnostiki iščejo dialoga z nami, kako bi lahko oni ostali v svoji drži, da pač to, kar onkrajno neizrekljivo, pa vendar koliko se javlja, je etično povezujoče. Se pravi, to je iskanje in to je poskus dialoga. Vidimo, da smo zdaj čisto pred novim trenutkom dialoga. Če je prej ta sekularni svet, pa laični svet, vse svojih začetkih bil
nerazpoložen do krščanstva in do vjernosti, včasih celo sovražno reagiral in smo mi bili dobrohotni in smo jih sprejemali in bili pripravljeni za dialog, je zdaj obratno, da vsaj nekateri intelektualci, agnostiki iščejo dialog, da bi oni na svoj način, laični ali sekularni način, vseeno utemeljili transcendenco, utemeljili absolutno. No, tukaj Julija Kristeva ni edina. Zelo zanimivo je, da tudi Luc Ferry, bivši francoski minister za šolstvo, bil poprej filozof in zdaj zopet filozof, zopet pristaja na nekaj transcendenčnega, ampak na neko absolutnost, brez katere etika ni možna, ali pa tudi eden najbolj popularnih filozofov, Comte Sponville, prav tako išče absolutno transcendenco, kljub temu, da sam pravi, da ni veren. No, vidite, spoštovano občinstvo, da smo zdaj pred novimi trenutki, novimi izzivi in da je zdaj zelo pomembno, na kakšen način bomo mi stopili v dialog, kajti naša družba, ali pa slovenska družba, tako kot kažejo evropske raziskave, je vsaj v teh postsocialističnih državah ena izmed najbolj sekulariziranih, vemo, da za državami bivše vzhodne Nemčije in za pokrajinami Republike Češke in Slovenija najbolj sekularizirana. Na to bom prišel. To je zanimivo, kajti pred vojno smo veljali za, če ne najbolj, pa za enega najbolj katoliških narodov. Zakaj je do tega prišlo, to lahko potem tudi pokaže debata. No, moj načrt, da bi prišel na koncu do ponovnega dialoga, je, da bi najprej osvetlil, kako razumem slovensko kulturno identiteto v zgodovini in danes, kako razumem svetovljanstvo pri nas nekdaj in danes, kje so tukaj zagate, in pa potem, kako je slovensko krščanstvo, posebno slovensko katolištvo, ali je pripravljeno ali ne vstopilo v ta dialog ali v to novo družbo, ki smo jo sedaj priča in o kateri razmišljamo, ki nas vznemirja in za katero se sprašujemo, ali bo obstala in ali bomo tudi Slovenci s svojimi vrednotami obstali. No, prva stvar, kako je z slovensko nacionalno zavestjo, iz česa izhaja. Zelo zanimivo je, ravno včeraj smo imeli simpozij v Cankarjevem domu, smo govorili o bolgarski pesnici, ki je napisala prav pesniško zbirko o Sloveniji. To gre za Izaveto Bagarianovo. In ona je pred vojno doživljala Slovenijo kot idilično deželo, kot deželo lepote. In če kakšni pokrajini hotela dati kompliment, poklon, je rekla, na primer, da je bretonska lepa in da jo spominja na Slovenijo. Posebej je omenila ne samo naravne lepote, ampak da je ta dežela posejana z cerkvicami in z znami. Tudi tujci, ki prihajajo k nam, se nekako sprašujejo, odkot ta navada, odkot ta kultura, da so naši griči in gore posejane s kapelcami. No, vzrokov je več, ne? Mogoče smo bili premalo pozorni na preko ne samo slovanske prednike, ampak na keltske, kajti tudi Kelti, ki so živeli na naših krajih, so imeli, bomo rekli, velika ali pa bogata obredja
in to še danes pričajo ne samo žarna, teh ni veliko, ampak žgalna grobišča. Vemo, da po antropologu Levi-Strausu se je človeški obred začel za pokopavanje in se pravi, da se tukaj meri tudi neko bogatstvo obredja ali pa bogatstvo simbolnega sveta. No, ampak veliko bolj so vplivali na to našo slovensko pokrajino, ki je zaznamovana znamenjem, irski menihi, ki so evangelizirali naš narod na prelomu tisočletja. In kaj so ugotovili, ko so prišli k nam, da je slovanska religija bila zelo sakrificielna. Se pravi, Slovenci kot Slovani nismo poznali ne cerkva in tudi ne duhovništva, ampak je na teh višinah, gričih ali gorah, vsak oče ali patriarh svoje družine opravljal klavne daritve. No in te veliko klavne daritve seveda so nekaj surovega, tukaj zdaj lahko diskutiramo, ne? Ali to pomenilo, da bi bili Slovani na začetku naših krajih krvoločni, ali pa obratno, da bi po teoriji René Girardja so svojo agresivnost, tegobe in veliko tiste stiske projicirali v te žrtve in bi potem sicer lahko živeli miroljubno, kajti uveljavljal se je mit v romantični dobi, da smo Slovenci bili miroljubni, da smo na miroljubni način s pogajanjem, s kupovanjem dobrin in s pogovori posedli našo zemljo. No, to je vsekakor mit, gotovo so bili tudi konflikti, ampak kot vemo, Kelti kaj veliko niso bili naseljeni pri nas, se pravi, so bili poseljeni, tako da je bil določen prazni prostor, kamor so se naši predniki naselili. Danes ravno tudi po slovanskih žgalnih grobiščih vemo, ne, da je približno od Prekmurja pa do Posočja naselitev trajala kakšnih 100 let. No, ampak pomembno je, da irski menihi niso samo odpravili ta svetišča, predkrščanska ali sakrificielna, krvave oltarje, ampak so jih zamenjali z znamenji, z krščanskimi znamenji, kapelcami in da so tudi bogovi, ki so jih naši predniki častili, dobivali imena svetnikov, tako so pa znane stvari, da je sveti Jurij, ima veliko starih slovanskih ali poganskih navad in irski menihi, ne samo, da so nam zapustili najstarejši slovanski rokopise, pravi brižinske spomenike, ampak so nam tudi veliko okrasili ali pomagali okrasiti veliko našo državo ali naše države, da jih mnogi doživljajo kot nekaj pravličnega. No, dejstvo je, se pravi, da je slovensko mentaliteto, da tako rečem, tradicionalno zaznamovala neka sakralnost, tudi obred, tudi verski obred, tudi češčanje in da je tradicionalna vednost neprestano živela tudi z onostranstvom ali z verskim življenjem in da je versko življenje enostavno, bomo rekli, prepojilo naš vsakdan. No, ampak sedaj nastane neko drugo vprašanje. Vprašanje je, zakaj je prišlo potem do sprememb, hudih sprememb in seveda moramo iti k protestantizmu in če gremo protestantizmu, ki je začetek nove dobe, vidimo, da se je izoblikoval v hudih časih, ko je bila kuga, ko so bili vdori tujih vojska, ko je bila tudi lakoga. In če gremo v Trubarju, vidimo, da je bil Trubar milenarist,
Se pravi, da je pričakoval konec sveta in ker je pričakoval konec sveta, je zahteval od človeka ali od ljudi, da obvladajo svetopismo v tem smislu, da bi lahko v svojem jeziku ali iskreno stopili pred Boga in tudi se znali opravičiti ali se pogovoriti z Bogom, tako kako znajo oni na duše, se pravi, da bi lahko ta iskrenost ali pa avtentičnost besede obstajala. Seveda, ravno ta milenaristična orientacija slovenskih protestantov pa je nekako potrdila radikalnost slovenskega značaja med nebom in zemljo, med življenjem in smrtjo. Se pravi, da gre za tisto eschatološko dimenzijo, ki bila neprestano navzoča med Slovenci. Se pravi, kljub temu, da so bili to veseli ljudje, razigrani ljudje, polni lepih navad, so vseeno živeli vedno skupaj z smrtjo, prej z temi daritvami slovanskih obredov, sedaj pa seveda tudi z vprašanjem odrešenja, odpuščanja in odtod tudi navada, da so vse naše cerkvice imele svetega Krištofa na ročeljih oziroma stranskih, bolj na stranskih stenah cerkve, kajti sveti Krištof, kdo ga je videl tisti dan, mu je zagotovil, da ne bo umrl nepredvidene smrti, se pravi, da bo na smrt tudi pripravljen. No, kot vidimo, je ta značaj, eschatološki značaj slovenske vernosti, nekako se radikalizira do današnjih dni. No in druga stvar, ki je bila pomembna, je ta, da nam je Trubar dal zakonitost slovenskega jezika, ki je zelo stroga. Če mi primerjamo hrvaško literaturo tistega časa, 16. stoletja, vidimo, da je dubrovniška literatura in druga, ki je renesančna. Slovenci v bistvu nimamo prave renesanse, slovstvo ne. Ampak to, kar je zanimivo, je, da Hrvatje niso izoblikovali takšno dosledno slovnico ali pa dosledno uporabo jezika, da so nam naši protestantski pisci dali izredno strukturiran jezik. In tukaj so nam dali neko zanimivo povezavo, namreč človek se mora naučiti lepo govoriti svojega jezika, da bo lahko z njim govoril pred Bogom, pred tistim, ki ga presega. In v tem duhu so nam dali etično zavest, da ni vseeno, kako govorimo, kakšen nas jezik, lep ali dosleden, ali ga uporabljamo logično ali ne. Se pravi, da tukaj gre za etično obvezujočnost govoriti slovensko in govoriti lepo slovenščino. No in ta strogost do jezika, moramo reči, se pozna do današnjih dni, da tudi danes slovenščino, slovenska slovnica, lahko rečemo, relativno zahtevna. Vsi imamo več ali manj angleško in pravijo, da genialnost angleščine je v tem, da se lahko človek z nas sporazume, tudi ko slabo govori. No, tega ni mogoče pri slovenščini. Slovenščina je v tem smislu zahtevna, njena slovnica. No in v tem duhu, mimo glede še danes, za svoje zahtevnosti, slovenščina ni priljubljen predmet pri mladih, ker je zahtevna. Ampak, zdaj so nam veliko tile protestantje dali tudi neko strogost ali so nam dali moderno mentaliteto. Tisto mentaliteto, ki jo morda prej nismo imeli, kajti srednji vek, takšnega, kot ga poznamo, če ne bi bilo 3 nadlog, kuge, lakote in vojske, bi bil to pravzaprav srečen vek, se pravi, ker je bilo veselje doma. No, ampak zato eschatološko strogostjo so nam pa
protestanti vcepili tudi veliko protestantsko etiko, ki je zelo rigorozna, zelo stroga in ki odklanja veselje, radost in poudarja dolžnost. No, tukaj moramo vedeti, da protestantje na deželi niso bili priljubljeni, če ravno so prinesli slovenske knjige, slovenski jezik, v pisni jezik, pa vendar slovenski kmet je občutil to vero kot tujo vero, kot nemško vero, ne kot slovensko, ker so odpravljali folklorne navade, Roma in veselja, veseljačen in vemo, zami tudi ljudskih pobožnosti, zami kmeto veselico, zami romanje, potovanje in kaj mu še ostane, samo dolžnost, in to je pač grenkova. No in zato veliko je potem, ko je prišlo do spremembe, ko so pač Habsburčani zopet zahtevali, da postanemo katoličani, je prišlo do zanimive sinteze, da smo na eni strani znova postali katoličani, rehabilitirali veselje, radost, navade, veselice, svadbe, ples, kajti imamo tudi folklorno zelo zanimive pestre plese. Ampak na drugi strani pa smo obdržali dediščino protestantov, tudi katoliška obnova ali katoliška reforma je obdržala etično zahtevnost do jezika, tudi veliko ljubezen do knjig. Vidimo, da je tudi katoliška obnova šla preko knjižnic, to so bile kapucinske knjižnice, jezuitske. In tretja stvar, kar je pomembno, je, da se tudi protestantske rigorozne etike nismo znebili, to pa zaradi tega, ker smo z lahkoto sprejeli janzenizem in ta janzenizem, stroga moralnost, je ostala dlje pri nas in mi smo zapoznali janzenizem. Ta veliko janzenistična morala je bila, lahko rečem, kratko malo do drugega vatikanskega koncila, do najnovejše krščanske obnove. No, seveda, če lahko rečem, je, če se naslonimo na Cankarja, se pravi, da poleg te lepote jezika, poleg pesmi, ki izraža ne samo tegobo, ampak tudi radost, je bil naš jezik, naša mentaliteta, tudi mentaliteta praznika, ponovno podarjamo radosti, in na drugi strani izpolnjevanja dolžnosti dela, službe, tudi spoštovanja nekako avtoritete. No in v tem smislu lahko rečem, da smo mogoče samo še Francozi do neke mere, da smo Slovenci nek unikum v Evropi, da smo po mentaliteti posrečena, mislim, da posrečena, ali pa mogoče manj posrečena sinteza, ali pa sinteza katoliške, latinske mentalitete in severnoevropske protestantske. No, seveda, zdaj pa v drugim delu pa moram reči, da poleg tega, te nacionalne zavesti, da ljubosumno čuvamo svojo tradicijo, svoj jezik, knjigo, pesem ali običaje, pa je zraven, če hočete, bil nazoč vedno tudi nazoča tudi dimenzija ali sežnost svetovljanstva. Moramo reči, da so skozi naše kraje hodila jantarska pot, kot vemo, smo mi ravno zaradi tega geografskega, evropskega središča, ki ga predstavljamo, težišče tudi drugih poti in seveda v tem smislu so se pri nas veliko križale različni vplivi in ki smo jih več ali manj sprejemali in jim dali veliko svojo noto. No in v tem smislu, tudi če vzamemo, bomo rekli, protestantizm, ko je Trubar mislil, da bomo Slovenci protestantje, zelo zanimivo,
je imel slovensko različico protestantizma in to je pa zelo zanimivo, da je poudarjal občestvenost ali skupnost, kar ni tipično protestantska. Se pravi, da se je Trubar kljub temu, da je napadal katolištvo, zelo približal katoliški mentaliteti in da, rekel, struktura ali tudi ta cerkvena ordnunga, ki je napisal, ima veliko dimenzij, če hočete, katolištva. Tega on ni priznal. Ne? Ampak to je in tudi, če hočete, tudi sveto pismo, a ne? Mi smo se učili v srednji šoli, da ga ne bi vsak posameznik bral, to je bilo nemogoče. Dobro. To je bilo nekaj, malo več kako 1000 izvodov Biblije. Ne? To je bilo premalo za 400 000 ljudi. Ne? Ampak so zopet brali sveto pismo v skupini ali v občestvu. Se pravi, da je on gojil to slovensko občestveno vzajemnost, solidarnost in je pravzaprav na nek način svojim protestantstvom že začel on katoliško obnovo, ponovne povezanosti, duhovne poglobljenosti in bratskega življenja našega življenja. To je ta velik paradoks. No, šele kasneje, ko je videl, da s tem ne bo nič, je všel v Nemčijo in bil potem čisti protestant, je to inačico svojega reformizma opustil. No in v tem smislu je Trubar tudi simbol na eni strani hude nacionalne, tudi velike nacionalne zavesti, na drugi strani pa kritičnega kozmopolitizma ali svetovljanstva, ker zopet te evropske tokove ali pa tudi ta humanizem ne sprejema nekritično, ampak ga cepi, če boste, na slovenske razmere. No in tako je bilo tudi sicer, preko tudi naši študente, ki so hodili največ na Dunaj, v Prago, potem pa v Pariz, Berlin in tako naprej, so k nam, podobno kot Plečnik, zopet tipičen primer v novejšem času, takšnega svetovljana, ki prinese k nam znova povratek k klasiki, klasični arhitekturi, ki se vzoruje v antiki, ampak ji daje nadih, če hočete, slovenske folklornosti ali pa, bomo rekli, slovenske krajine ali pa naše tradicije. Se pravi, da mi do pred kratkim preko tega kozmopolitizma nismo razumeli na ta način, da bi ukinjali slovenstvo, ampak da se je slovenstvo enostavno prevertrilo in tudi obogatilo. Ali če tudi vzamemo Slomška, ki je bil velik svetovljan, ki je uvajal ekumenske molitve za združenje, zedinjenje kristijanov, vidimo, da ravno to odpiranje pravoslavlju ali pa sodnice k vam ali drugim slovanskim narodom enostavno Slovencem ni škodovalo, ampak nam je pomagalo dvigniti našo samozavest in tudi, bi rekel, poglobiti, če hočete, našo mentaliteto in našo vero. No, sedaj pa, dragi prijatelji, prihajam k tretjemu delu in pravim, da sedaj smo doživeli pa v sredi 20. stoletja, ni bila samo huda vojna, ampak tudi državljansko vojno, revolucijo, in tukaj je prišlo do preloma. Najprej je prišlo po vojni do preloma, da je prišlo do nasilne sekularizacije, kot vemo. In zakaj je bila ta naša nasilna sekularizacija toliko bolj boleča? Ker se predvojna krščanska cerkev v Sloveniji ali katolištvo ni veliko normalno sekulariziralo. Torej, moderni svet je šel k avtonomiji subjekta, se pravi, da se vsak človek sam osebno odloča, ne pa zaradi skupnosti, ne pa tudi ne zaradi družine, za svojo vernost, za svoj pogled na svet ali svoj stil življenja. In ta, veliko naravna, veliko moderna sekularizacija jo je Evropa poznala, medtem, ko smo bili, pa lahko rečem, vse toliko, ko sem bral ali slišal, Slovenci neka oaza tradicionalnega katolištva.
ker je bilo katoliško vse prežeto. Ne. Spomnimo se, ne, da je na Štajerskem, ker so imeli veselico in cerkve takrat niso bile ogrevane, so imeli pot, leseni pot po zimi, da ljudi ni preveč zeblo, in da je poleti ta cerkveni pot, nek župnik na Štajerskem, posodil za veselico, da so plesali, ne? In so se pobožne duše zgražale in on se smajal in rekel, pravi, ne se izid, saj so plesali na katoliški podlagi. Vse je bilo načelno, da mora vsako stvar, vse, kaj se mora odvijati na katoliški podlagi. Ne? Se pravi, ni šlo za, kot pravi, za avtonomijo posameznika ali avtonomijo, bi rekel, druge razsežnosti. Gotovo znanost kot taka, vemo, ker je bila uspela in smo imeli uspešne znanstvenike tudi pred vojno, je bila avtonomna, ampak vemo, mislim, da leta 40, če pomislimo, je Ljubljana imela 2000, Ljubljanska univerza, 2000, leta 40, mislim, 2000 študentov, medtem ko vemo, da danes v Sloveniji 40% mladih gre na više šole, imamo nad evropsko povprečje. Pravi, vidite, da se mentaliteta izjemno spremenila. No, veliko problem sedaj vidimo, pa in tu moram reči, da smo mi vsi do sedaj, tudi danes sem se pogovarjal z profesorjem Petrom Kvaternikom in je pri Culenerju na Dunaju prav doktoriral o vplivu komunizma na razvoja življenja cerkve. Te stvari so več ali manj obdelane. Se mi pa zdi, da smo bili premalo pozorni na to, da bi v vsakem primeru, tudi kot veliko kasneje Španija ali Irska, danes tudi Avstrija, vidimo zelo boleče, mi ne bi mogli vztrajati v tistem katoliško. Moderni čas je šel naprej in avtonomija subjekta je bila nujna. No in pravi, nam se tudi danes, še več ali pa po vojni, dogajalo to, kar se dogaja, če hočete, danes Španiji in pa Irski. Se pravi, ki so bile izrazito katoliške dežele in imajo strašen upad, bom rekli, verske prakse. In moramo reči, da tako kažejo raziskave, da komunistično preganjanje težave ni samo povzročal težave cerkvi ali pa upad določene prakse, ampak je tudi obratno vzdrževanje verske prakse. Se pravi, da imamo mi še danes, in to se čudijo vsi raziskovalci slovenske vednosti, da imamo mi še danes nadpovprečno, številčno, če hočete, sakramentalno prakso. Zlasti pri teh, ki obiskujejo cerkev, ki jim rečemo praktični katoličani, to je veliko od 20 do 25%. Paradoks je, da fakulteta za družbene vede daje bolj naklonjene številke, ker mi merimo nedeljnike in vedno 10% ljudi bolnih, ali pa jih ni, na istih, ampak ni zraven, medtem ko oni grejo na teren in po vzorcih merijo, tako da naše statistike do pred kratkim je bilo 20% vernih, medtem ko fakulteta za družbene vede govori od 24 do 25. No, to je povprečje zelo različno drugo. Ampak in računajmo, da je to neverjetni podatek, da od teh 20-25 ljudi, procentov ljudi, da se jih 80% spove vsaj dvakrat na leto. To je taka zakrmentalna praksa, ki je ostanek morda te etične odgovornosti ali pa jansenizma, ampak na drugi strani tisti, ki živimo znotraj cerkve, vemo, da gre tudi za duhovno rast ali pa duhovno poglavljanje. Vse to razumem.
in se rečemo, dobro, bil je pritisk, ohranili smo tisto, kar smo imeli, svete skrivnosti, ampak zdaj smo pred hudim paradoksom. Nihče nam ne more razložiti, kako je mogoče pa, da kljub tej verski praksi, obredni praksi, ki ni samo obredna, ki je tudi duhovna, da imamo mi najbolj v Evropi eno najbolj sekulariziranih moral. Tega ne zna nihče razložiti. To je slovenski fenomen. Glejte, to je tudi, naprimer, naš načkov Anton Stres letos priznal v Dragi, tele raziskave, ki jih je ravno Culiner vodil pa Čeh Tomko skupaj z našim profesorjem Vinkom Potočnikom, mi v Sloveniji imamo samo 53% otrok, ki so krščeni, ki so iz krščansko sklenjenih zakonov. Se pravi, dobra polovica. Dobra polovica živi drug tip družine, prijateljstva. In vidimo, da to so mladi, ki so rasli znanja, ki so katehizirani, ki so bili tudi celo dejavni po župnijah. No in če pa gremo v mestna središča, hvala Bogu, da je kje drugače, ampak mi smo zgubili deželo, da je za novo mentaliteto, gre za urbanizacijo dežele, že 20 let, če vzamemo župnijo v Šiški ali pa na Tromostovju, je vprašanje tretjine. S tem, da pred 20 leti, če hočete, smo imeli tretjino cerkveno poročanih, tretjino civilno poročanih, ponovno civilno poročanih in tretjino nič. Da so zdaj številke spremenine, da je še vedno tretjino samo krščanskih zakonov, zelo malo, 10-14% civilno poročanih, ostalo pa ne. No, kaj zdaj to pomeni? Se pravi, da je, vsi govorimo o veliki krizi družine. No in sedaj se je pokazalo, in tukaj, s tem zdaj, kulturni antropologiji, teologiji, smo skupaj in o tem razmišljali, kje je tu razlog. Gotovo je razlog tam, ker je bila huda ekonomska kriza, če se spomnite, in so očetje odhajali v Ameriko. Se pravi, očeta ni bilo doma. In so otroci odraščali brez očeta, s tem nismo imeli pozitivne samopodobe in s tem se tudi tista struktura etičnih norm ali pa moralnih norm ni, če hočete, ustalila. To je ena razlaga. Druga razlaga pravi, da je naše krščanstvo, pa katolištvo, bilo še vedno preveč moralistično. In ker je bilo tako moralistično, in to se je pokazalo, to tudi po svetu kažejo, da je religija tremendum in fascinant, strahospoštovanje in tolažba veselje, in da po nekaterih družinah ali pa določenem sloju, da je bilo več strahospoštovanja kot pa radost in veselja, se pravi, da je bila morala tista identifikacija katolištva in ta stroga morala, ki je bila originalno izvirno protestantska in kasneje janzenistična, in povsod kažejo, da tam, kjer pride do zelo močne sinteze religije, vernosti in pa stroge morale, gre za opuščanje te morale, gre tudi za opuščanje vernosti. Samo, mi imamo pa, in o tem je Nietzsche govoril, da oznanja vernost, ki pa ne bo povezana z moralo. Ampak tu smo mi paradoks. In to je zanimivo, da pri nas pa ni šlo za takšno bistveno opustitev religioznosti, religiozne prakse, ampak da je šlo za še večjo ali pa radikalno opustitev tradicionalne morale. To je zdaj veliko velik
paradoks in moram reči, da v to stanje, ko zdaj stopam, se pravi, da tudi da slovenska teologija v to stanje stopa nepripravljena. Da še vedno zahteva, da je tisto strogo, klasično moralo in seveda, da ta morala ni več povedna, ni več učinkovita, ni več razumljena in ni več smiselna. Kajti prišli smo do tega, vidite, da se ta nova morala, ki ni tradicionalno katoliška, ne uveljavlja zdaj več kot antikrščanska, protikrščanska ali protikatoliška, ampak je znotraj nas in se ne uveljavlja kot libertinizem ali kot razvrat ali kot opuščanje temeljnih vrednot, ampak kot uveljavljanje avtonomije ali samostojnosti modernega subjekta, modernega človeka ali tudi, če hočete, odgovornega kristjana. In tu je zdaj problem je v tem, da veliko kot pravi naše oznanevanje ali pa naša govorica, vse, kaj zna povedati, sedaj nekoliko pretiravam, se opravičujem, govori o, bomo rekli, govori o cerkveni doktrini, krščanskih zahtevah, ali katoliških zahtevah, govori o zahtevah papeža, rimske kongregacije. Ne pravim, dajmo se razumeti, ne pravim, da bi ti ljudje ali odgovorni cerkvi imeli kaj narobe. Tega ne pravim. Gre samo za način spoštovanja kulture ali pa civilizacije, kjer živimo. Poglejte, če samo to pomislim. Irski menihi niso samo razbili tistih oltarjev, niso nas grajali, kako smo mi pogani, pokvarjeni rod, krvoločni še kaj, ampak so nas razumeli, da potrebujemo daritve, obrede, da potrebujemo znamenja, da smo čutni ljudje, da potrebujemo preko te kapelce, da potrebujemo običaje, so nas razumeli in so z nami stopili v dialog. Problem je tukaj, da vse ta, gotovo sem videl, da je načko Anton Stres naredil velik obrat v svojem osnovanju razmišljanju v letošnji gradi, ampak to je dober znak, ampak to je že 10 let profesor Vinko Potočnik opozarja na to, da je potrebno, ampak raje kasneje kot nikoli. Se pravi, da je s to mentaliteto potrebno stopiti v dialog, v pogovor, znotraj cerkve, da se neke stvari osmislijo kot bogatstvo odnosov, kot globina odnosov, ne pa kot frustracija, resignacija, zgolj odprevodovanje in tako naprej. Se pravi, da tisto, kar pravi Svetopismo, veselega darovatelja Bog ljubi, da je treba stopiti nazaj k tradiciji slovenski, ki se znala otresti prehudega protestantizma in rekla, ne, mi bomo veseli, mi bomo radostni, mi bomo romani, mi bomo plesali, mi bomo imeli običaje. Se pravi, da je potrebno prerast to moralizatorično govorico, stopiti v dialog, pozdraviti zahteve avtonomnosti mladega človeka, odraslega človeka, pozdraviti tudi njegovo težnjo po sreči, ampak to je, vidite, ni, moramo paziti, to je zdaj že postmoderni subjekt, ta sreča ni zgolj individualna, ta sreča med mladimi je lahko samo v odnosih z drugih, skupaj z drugimi, v prijateljstvo in na nov način oznanjati to etično, temeljno odgovornost znotraj prijateljstva in znotraj lepih odnosov. No, seveda, težava, ki jo zdaj čutimo, je ta, da veliko te dialoške naravnanosti ni kot želja, ampak hočem reči,
v praksi ni izvedeno. In zdaj prihajamo, vidite, do postmodernega subjekta, ali ki veruje drugače ali živi versko prakso drugače. Se pravi, da živi na osebni način. Ampak ne samo na osebni način, mističen način s tem, kar ga prerašča z Bogom, ampak tudi na osebni način znotraj, bomo rekli, znotraj svoje skupnosti. Drugače povedano, da nekdo ni več veren zgolj individualno, tudi ni neveren zgolj individualno, ampak v odnosu z drugimi, se pravi v pogovoru z drugim, v tem srečevanju z drugim, tudi v globoki intimnosti. No in s tem, vidite, zdaj prihajamo do zanimivih stvari, da se tudi kvaliteta slovenske vernosti spreminja. Se pravi, da včasih, vemo, so bili množični shodi, tudi zdaj vidimo, zakaj ne, Slovenci smo paradoksalni narod, se pravi, smo hkrati tradicionalni in hkrati zelo postmoderni. To ne smemo pozabiti. In tudi stres je bil čisto presenečen, da je Evharistični kongres v Celju imel tolikšen uspeh. Se pravi, da smo ohranili tudi tradicionalno noto. Seveda, ampak, ko sem se z Vinkom Potočnikom pogovarjal, sva prišla do tega, ampak to je že postmoderna tradicija. Kaj to pomeni? Tradicija se mora spreminjati, da ostane isto. Ta Evharistični kongres je bil drugačen kot ta predvojna, ker vidimo, kdo je bil odločilen za čudovit uspeh. To so bila različna gibanja, ki drugače zelo osebno doživljajo vero, med seboj. To so bile molitvene skupine, ki so šle tla, ki so šle svojimi družinami, svojimi otroki in so dajali neko noto. To so šli tudi gotovo duhovniki, ampak ki so osebno nagovarjali ljudi in se postili tudi nagovoriti. Skratka, če uporabim tisti jezik, ni šlo za čredniško srečanje. Prej smo govorili o čredniške zavesti, statanju ljudi. Ni šlo za nek kolektivizem, ni šlo za miting, ker se je nekdo spojil ali pa zlil z drugimi. Ti ljudje so ohranjali svojo samostojnost, osebno odnos do otroka, ki ga ne na hrbtu in tako naprej, ali tudi do soproge ali do prijateljev skupine skavtov, s katerimi je bil. Se pravi, da ta tradicija je na nov način, postmoderni način zaživela, mes je bila individualizacija in mes je bila personalizacija, mes so bili posebni odnosi. Ampak videlo se je, to je zanimivo, da tudi ta postmoderni subjekt, vidite, ohranja to tradicijo, da je rad z drugimi, se pravi, da je tudi ta skupnostnost, sme biti tudi množična in nišče se ni čutil, ponižanega, da je tam čreda brez svoje osebnosti ali individualnosti. No, naslednja stvar, se mi zdi, kar je sedaj tukaj, pa je velika težava. Se pravi, da še vedno težava tega slovenskega krščanstva ali pa katolištva, kako stopa v javnost. In seveda, vidite, tukaj pa gre za tisto, čemu smo pač Slovenci nageni. In gre za slovenski intimizem. Vidite, slovenska nacionalna pesem ali pa narodna pesem je zelo intimistična, je nostalgična ali tudi melankolična. In seveda, težava, ki je v tem znotraj tega slovenskega krščanstva je, da prehitro zapade intimizmo, ali naj pojasnim, ne gre za to, da ne bi pozdravljali duhovno poglobljenost, da ne bi pozdravljali duhovnih vaj, duhovnih srečanj, molitvenih skupin, daleč od tega. Ampak gre za to zadostnost tega duha.
Se pravi, da ta slovenski kristjan ima še vedno težavo vstopati v javnost, ker ima občutek, da je vera zgolj njegova intimna zadeva ali pa zadeva teh, ki so mu blizu, s katerimi ima intimni odnos. No in seveda tukaj se mi zdi, pa je bila ena stvar, kaj bi lahko rekel, da mogoče slovenska cerkev ni radikalno zahtevala avtonomnost, ko bom rekel, slovenskega kristjana. Vete, zelo zanimivo je, da so tukaj Hrvati veliko na boljšem, in sicer, ker so imeli Radića in znali njegov govor, ko je rekel, fratri, lepo v samostane, rekel, gospodja, ne, pa lepo v župnišča, politika, to sem pa jaz. Ne. To je bilo že pred vojno, ne, in se pravi, zato smo videli tudi, da Hrvati ne poznajo tega antiklerikalizma, kot ga poznamo mi. Ne. In tudi, če smo videli še predno naš Trstenjak postal naš akademik, ko se vendar to oprlo tudi do kakšnega duhovnika, so brez težav v Jugoslovanski akademiji v Zagrebu imeli velike znanstvenike, duhovnike, tudi po vojni ali težkem času. Samo en takšen znak, ne, da je bilo tam drugače. In se mu zdi, tukaj je, bom rekel, tudi, kot je nekdo duhovito povedal, nekdo, ki je pomagal, eden izmed duhovnikov, ki je pomagal ustanavljati celo neko stranko, ampak potem je rekel, jaz sem pomagal, smo pomagali, da se je pišče zvalilo, zdaj mora pa sam čivkati. Ne? In od takrat naprej se on v te dogodke enostavno ni več spuščal, ne? Enostavno, rekel, to je zadeva lajkov, njihova avtonomija, kakor je Boga. Ne? In se mi zdi, da mogoče ravno ta nerodnost, da je cerkev hotela, da je tu pomagati, pa nekaj ozaveščanju in tako naprej, je mogoče ta dobrohotnost ali pa ta pripravljenost slovenskemu kristjanu lajko stati ob strani, je bila napačna. V tem smislu, da mlad človek mora sam hoditi, tudi mlad kristjan, tudi znotraj družbenega, političnega življenja, tudi če bi delal napake, še takšne ali drugačne, rekel, slovenski kristjan, kot lajk, kot družbeni delavec, kot tisti, ki stopa politike, politično deluje, bi moral on sam tudi zahtevati popolno avtonomijo. Seveda, to ni avtonomija od temeljne krščanske etike, ta ostane, kar je ta temeljna krščanska etika, krščana mora tudi cerkev spregovoriti, ampak zopet je rekel, dam tukaj vzor, hrvaško cerkev, bi rekel, hrvaška cerkev, zagrebški načkov, spregovori javno samo enkrat na leto. To je za Božič, takrat ima to svojo težo, sicer pa ne, sicer pa pušča avtonomijo. No, to je, rekel, moj osebni pogled, da se v perspektivi, da se bo bolje razvijala naša družba, če boste vi, večina lajkov ste med vami, nobenega duhovna, če boste vi imeli totalno ali pa celotno zaupanje, avtonomijo, se pravi, in če bojo cerkveni ljudje spregovorili samo takrat, ko gre za temeljno kršitev, pa ne oziraj se, za koga gre. No, in seveda zdaj v zaključku, nekaj sem se dotaknil, moram pač to, kar me gospod Cencil prosil, kako bi ocenil teh 20 let slovenskega krščanstva. Se mi zdi, krščanska cerkev je trpela z vami vred, vi ste tudi cerkev in je prišla v ta, bi rekel, demokratični svet z aureolom mučeništva, z velikim moralnim ugledom. Videli smo, da ravno naš Šuštar je imel izjemen moralni ugled, pa ne samo on, tudi Škof Metod, Škof Franz Kramberger in tako naprej, tudi
profesor Anton Stres, še predtem Duškov. Se pravi, tukaj je šlo za velik moralni kredit. No in seveda, kdaj je bil, ravno tu je bila nerodnost, kako narediti, kako pomagati tej družbi, da bi dosegla določeno pluralnost, kako ji pomagati v pluralnosti medijev, pluralnosti šol, pluralnosti univerze, če hoče. In tukaj je cerkev pač mislila, da če bo gmotno samostojna, da bo lahko gradila to pluralnost. In jaz mislim, da sami ugotavljamo, da je bila pač to napaka, in da enostavno cerkveni ljudje niso bili pripravljeni za to civilno družbo, niso bili pripravljeni še manj za ekonomski svet in da bi morali ta svet zopet, ne samo politični svet, kot sem prej rekel, ampak tudi ekonomski svet celoti prepustiti vam, laikom, kot avtonomnim subjektom. In veliko bolj zahteva, da vsak posameznik ali pa oseba ali skupina v svoji avtonomnosti stopa v družbo, da cerkev ne more v demokratični družbi to lahko delala v 19. stoletju. V 19. stoletju je bil to model, veste. Janez Vianney, pobožen haški župnik, je ustanovil šole, je ustanovil sirotišnice, je ustanovil bolnice. Ampak to je moderni čas 19. stoletja. Postmoderni čas mora pustiti to civilni družbi. To ni, bomo rekli, vloga cerkve. Vloga cerkve je, preko škofov in duhovnikov, je duhovna asistenca, če hočete, ali pa človeška bližina ljudi, drugače pa je nujna vaša, bom rekel, avtonomija. Zdaj to vemo, ampak Božja previdnost, če smem tako reči, je mogla biti radikalna v tej svoji pedagogiki, morale so se zgoditi težke stvari, tudi katastrofalne, da smo se streznili in da smo rekli, cerkev v Božjem pomenu besede mora ohraniti svojo preroško noto. In preroška nota je vedno osamljena in vam zaupam, da pač odgovorno greste v civilni družbo, ekonomsko, politično, vsako drugo javno sfero. No in v tem duhu lahko rečem, da je ta zavest prišla do kraja, da vam ponovno zaupamo in da hočemo, ta teologija slovenska, ki se zdaj poraja, hoče biti biblična, hoče biti svetopisemska, hoče imeti kulturni dialog, s kulturo, se pravi, kultura je tista podrast novega humanizma in nove vernosti, no in vsekakor pa želi zopet obuditi, če hočete, na eni strani tisto temeljno etičnost, brez katere ne more biti vsaka družba, kako se bo ta etičnost konkretno v družbi, v konkretni morali, to je vaša avtonomija, mi lahko samo zahtevamo temeljno etičnost. In druga stvar, da bomo obudili, če hočete, staro slovensko tradicijo veselega krščanstva, ki bo nekako osvabojoče, da bo zopet cerkev, če hočete, prostor veselja, radosti in upanja in da bo odprla zopet vrata tistim, ki jih nihče ne razume, da bo, preko, če smem reči, kot pravi Marko Rupnik, pater Marko, da danes postmoderni človek potrebuje kraj Božjega usmiljenja, radosti in upanja in seveda v tej težkih kriznih časih bojo ti kraji nekako iskani in upam, da bo tokrat ta nova kriza, ki je pred nami, slovensko cerkev našla pripravljeno, da je njena vloga usmiljenja, prebujati upanje in radost tudi tam, ker na prvi hip je ne bi bila.
Ja, lepa hvala za vašo potrpežljivost.